Lepo pozdravljeni v oddaji Odmev tedna. Tokrat je z nami politični analitik in komentator Aljuš Pertinač. Gospod Pertinač, lepo pozdravljeni. Dober dan in hvala lepa za povabilo. Začnimo s to mogoče najbolj pomembno notranjo politično temo. Skratka, predsednik vlade dr. Robert Golob ni kriv nič. Parlamentarna preiskovalna komisija, ki preiskuje sume vmešavanja politike v delo policije in drugih organov, je ugotovila, da Golob ni kriv, da se ni v nič vmešaval, in sprejela je vmesno poročilo, ne da bi dr. Robert Golob sploh pričal. Kako vi to komentirate? Ja, jaz moram reči, da nisem presenečen. Mislim, da je ta komisija nastala s tem namenom, glede na to, kdo jo vodi, kdo ima pač v njej večino, da opere pač predsednika vlade vseh sumov. Mislim, da je to eden izmed unikumov, do zdaj še nismo imeli situacij, kjer bi vladajoča večina ustanavljala preiskovalne komisije, ki bi v narekovajih preiskovale pač vodilne politike, v smislu, da pač jih želijo oprati vsakršne krivde. Tako da mene ta rezultat ne preseneča. Bi pa rekel tole, da jasno je, da je Robert Golob neposreden nadzor nad policijo ali pa, če hočete, preiskovalnimi organi videl kot enega izmed temeljev svoje vladavine in hkrati temeljnih ciljev svoje vladavine. To vidimo že ves čas, odkar je pač na oblasti, in vemo tudi zakaj. Nekdo, ki je bil toliko časa v poslih z energetiko, v poslih z energetiko na Zahodnem Balkanu, ima zagotovo kakšne stvari, za katere pač si želi, da se ne bi preiskovale, vsaj za časa, ko je recimo na neki javni politični funkciji. No, poglejmo, kako se je to odvilo v parlamentu, kaj vse so povedali poslanci. Da predsednik vlade pravzaprav nikoli ni imel možnosti vplivati na operativno-taktične detajle in s tem zamakniti termin izvedbe operacije, da se danes pogovarjamo o dokazano lažnivih obtožbah gospe Tatjane Bobnar in gospoda Lindava. Na mizo smo dobili 2 mapi. V vsaki mapi je bilo več kot 100 listov in mi naj bi te liste tam prelistali ali ne vem kaj naredili oziroma o tej vsebini razpravljali in tudi glasovali. Zavračamo navedbe, ki so bile podane strani predsednika te komisije, da gre samo za 20-25 strani. Poslanci imamo po zakonu dolžnost, da tako gradivo preberemo, da si ustvarimo mnenje v njem. Dal sem jim na voljo 1 uro za predelavo 21 strani, po potrebi tudi več. Spomnimo se, kako člani opozicije radi ponagajajo in majčkeno ovirajo delo preiskovalne komisije. Zame je to žaljivo. Ne samo, da ne nagajamo, mi prosimo, rotimo, pišemo, naj vendar kot predsednik skliče komisijo in naj pokliče na pričanje kronsko pričo, in to je predsednik Golob. Sprejemanje nekega vmesnega poročila v danem primeru je preprosto, bom rekel, izperjano. Pričal bo takrat, ko dobim vabilo. Ni na meni, da sprožim vabila še nisem dobil. Kdaj boste premiera zaslišali? V tem delu, ko bo vmesno poročilo zaključeno, na temo ruskih vohunov ga ne bomo. Torej, ne bo zaslišan in hkrati poročilo ugotavlja, da ni kriv. Ja, kako to komentiramo? Kaj je zdaj to? Saj smo že prej rekli, pač saj ni cilj te komisije, da bi ugotovila krivdo ali pa morebitno nekrivdo predsednika vlade. Cilj te komisije je pač, da ne pride do tega, da se ugotovi, na kakšen način je vplival na policijo. Ampak jaz mislim, da pač širša javnost in tudi slovenska politika točno veste, zakaj gre. Zdaj imamo že dovolj informacij. Težava, ki je strukturne narave, je ta, da imamo tu neko situacijo, kjer bi naj šlo za besedo proti besedi. Na eni strani imamo predsednika vlade, ki zase očitno misli, da je neka fizična oseba, ki se zdaj prereka z eno gospo, pa z enim gospodom o tem, kdo ima prav. Ampak nesporno dejstvo obstaja, da Tatjano Bobnar za notranjo ministrico je izbral Robert Golob, gospoda Lindava za direktorja policije je izbral pač Robert Golob, in ko jo je izbral, jima je jasno povedal, kaj od njiju pričakuje, in jima je dal jasna navodila, kaj naj tam počneta. Ko sta ona dva ugotovila, da tega pač ne želita ali ne zmoreta ali da si stvari drugače predstavljata, je med njimi počilo.
Zdaj, če smo takrat verjeli Robertu Golobu, pač, da sta ona dva prava človeka, ne, mu ne moramo zdaj verjeti, ko trdi, da lažeta. Ne. Če mu pa takrat nismo verjeli, pač, da sta prava človeka, mu pa tudi zdaj ne moramo verjeti, ne, ko trdi, da lažeta. Skratka, v vsakem primeru ima predsednik vlade neko resno težavo, ta pa je, da očitno si je zelo po domače predstavljal, na kak način se v neki državi pač urejajo stvari na tem področju, ne, in ko je ta njegova predstava pač se soočila z realnostjo, je potegnila kratko, ne. Vse po tem je pa na nek način reševanje vojaka Goloba, ne, kako prikazati, da ni nič kriv, kot v vsaki drugi stvari, ne, verjetno se bo še danes kakšne take dotaknila, ker tudi nič ne ve, pa nič ni kriv, kako nič ni kriv in kako ni šlo za to, za kar vsi vemo, da je šlo. No, ampak v osnovi je tako, ne, bila je kar precejšnja telovadba, da tako rečem parlamentarna, že v ustanovitvi te komisije, kdo jo bo ustanovil, pulte so lomili, kdo bo predsednik, kdo ne bo predsednik. Zdaj nazadnje je pač predsednik, je član stranke, kjer je tudi Golob, ne. Kako se je lahko to zgodilo? Ja, pri nas se zgodi lahko karkoli, ne, ker tisti, ki pač ima večino, tisti odloča o tem, pač, kaj je možno in kaj ni možno, ne. Pri tej vladi imamo pa še ta dodaten zaplet, ne, da oni res mislijo, ne, to ni rezervirano samo za gospoda Goloba, ne, vsaj še za gospo predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in ostale člane Svobode ali pa te koalicije, ne, da oni so prišli na oblast kot nek rezultat, bi rekel, nekega vseljudskega prepričanja, da so najboljši, edini zveličavni in da nas bojo zdaj popeljalo v svetlo prihodnost, ne. Vidimo, da zdaj v praksi se zadeve čisto drugače odvijajo, ampak oni od te svoje predstave ne odstopajo in razumejo, da njihova osebna prepričanja, čutenja, hotenja, če želite, so tisto, kar je najboljše za Slovenijo, ne. Se pravi, Golob deluje po principu, kar je dobro zame, je dobro za Slovenijo in bi rekel, ta virus, ne, ali pa to prepričanje se širi pač po tej koaliciji, najbolj seveda po njegovi stranki. In če vprašate gospoda poslanca, ne, ki vodi to komisijo, je on sveto prepričan, da on seveda deluje v interesu Slovenije, ko pač brani predsednika vlade Goloba. No, ampak če gledamo primerjavo s prejšnjimi mnogimi preiskovalnimi komisijami, v glavnem so preiskovalne komisije zavlačevale stvari. Ta je pa pohitela in to celo z vmesnim poročilom. Kaj se je zdaj zgodilo? Zakaj? Se bližajo volitve? Ne, jaz mislim, da je pač ta osnovni motiv, ne, se okrog tega se vrtiva ves čas kot mačka okrog vrele kaše, pač osnovni motiv te komisije je, ne, da prepriča vesoljno slovensko javnost, kako pač Robert Golob ni storil nič narobe, da je brezmadežen, da je super in da ti neki grdi ljudje, ne, kot bivša notranja ministrica in bivši generalni direktor policije, ga zdaj neupravičeno blatejo v javnosti in mu očitajo stvari, ki jih pač nekdo, ne, s takim svetniškim sijem nikoli ne bi mogel storiti. In to čim prej spravimo z mize. Tako, spraviti z mize in to so pač pravljice za majhne otroke, ne. Vsi vidimo, da je cesar gol, prepričujejo nas pa, da ne vem kakšna svečana, ne, dragocena oblačila iz svile nosi. No, ampak doktor Robert Golob ima očitno odprto še eno fronto s predsednico države, Natašo Pirc Musar, ne. Zdaj konec koncev niso potrdili predloga Toneta Ropa za guvernerja Banke Slovenije, ona je sama povabila kitajskega predsednika Šija. Kaj se tu dogaja? Je to kakšen resen spor ali ne? Spet se vračam na to, ne, da oni razumejo, da pač svoje funkcije kot sredstvo za, bi rekel, izvajanje nekih lastnih agend, nekih lastnih prepričanj, da se imajo tam preprosto fajn, ne. In zdaj poteka ta bitka, ne, kdo se bo imel bolje, ne, ali predsednik vlade Golob ali predsednica države Nataša Pirc Musar, ne. Ne smemo pozabiti, da ona ni bila izbranka Goloba, ne, da je Golob podpiral drugo kandidatko in potem kandidata na predsedniških volitvah in je šele v drugem krogu, ne, s stisnjenimi zobmi podprl pač Natašo Pirc Musar, ne. Tega gotovo ona ni pozabila, gotovo tudi Golob ni pozabil, ne more pozabiti, da je Pirc Musarjeva zaposlila, ne, Tatjano Bobnar v svojem kabinetu, potem ko je prišlo do tega razhoda, ne, razkola, tako rekoč med njim kot predsednikom vlade in njo kot notranjo ministrico, ne. To je najmanj nenavadno, ne. In gotovo ne vpliva na njune dobre odnose.
Hkrati pa več čas v zadju poteka ta bitka, kdo bo pač največja žaba v mlaki oziroma kdo bo prvi na vasi. In predsednica republike, ki očitno pač hlepi po tej neki medijski pozornosti, ki je na tisti svoji funkciji, ne more kaj dosti dobiti, potem s takimi nekimi enostranskimi potezami kaže svojo moč in opozarja nase. Problem je, da se oba ne zavedata, da govorita v imenu Republike Slovenije in to, kar počneta, se odraža na vse nas, se odraža na pač naš položaj v mednarodni skupnosti in tako naprej in gotovo ne prispeva k naši verodostojnosti. No pa, ko že omenjate to mednarodno skupnost, Nataša Pirc Musar je celo omenila, da bi bil pa zdaj pa že čas za generalno sekretarko Generalne skupščine OZN in očitno je mislila sebe, ali kako? Ja, mislim, to so zanimive stvari, na kak način to pri nas poteka. Spomnimo se, ko je bivši predsednik Republike Türk kandidiral za generalnega sekretarja OZN, so nekateri slovenski mediji pač pisali, da je glavni favorit, potem smo videli, kako se je ta zgodba končala. Ja, nekako se mi zdi, ko zmanjka drugih argumentov, pa začnemo s temi nekimi zimzelenimi agendami, kot recimo čas je za žensko. Se pravi, zakaj je zdaj recimo ta hip čas za generalno sekretarko OZN? Sej vsem tem času, odkar obstajajo Združeni narodi, bi recimo bil pravi čas. Zakaj pa ženska ne bi mogla biti na tej funkciji? Vidimo, da ženske so lahko vse druge, recimo pomembne funkcije, čist enakopravno upravljajo kot moški. Zakaj je zdaj recimo ravno ta trenutek, ta čas? Res nastaja ta vtis, da pač govori o sebi, ampak, a veste, ne glede na to, kdo bi bil predsednik Slovenije, je iluzorno za pričakovati, da bi lahko postal generalni sekretar OZN. Vidimo, kaj se je zgodilo, ko kandidirajo naši bivši predsedniki republike za, 100-krat, 1000-krat manj pomembne funkcije. Bivši predsednik Pahor je želel postati pač posebni odposlanec za Kosovo, pa vidimo, kako se je to končalo. Skratka, Slovenija ni tista, ki bi zdaj, bi rekel, na svetovni ravni bila nek resen igralec. Težava je, da imamo predsednika vlade in očitno predsednico republike, ki pa mislite, da temu je tako. No, seveda je v tem času tudi zelo padla podpora vladi, praktično strmoglavila. Robert Golob se je znašel na zadnjem mestu po tem politbarometru, Mediana je to naredila in vlada ima samo še 12,8%. Glejte, koliko bodo oni dobili, Gibanje Svoboda, če bo še obstalo do volitev čez 1 leto pa pol, koliko bodo sploh dobili na teh volitvah, koliko bi dobili danes, bi sploh prišli v parlament, kaj kaže temu in zakaj se je to zgodilo? Jaz sem ocenil že pri evropskih volitvah, da pač jim ni ostalo več zelo veliko glasov. Mislim, da je takrat Irena Joveva dobila 170,000 glasov, če se ne motim. To je zdaj približno polovica tega so glasovi dejansko Zorana Jankovića, ki je naročil svojim volivcem, da morajo glasovati za njo. Ostala polovica so pa tisti, kar je še, bi rekel, volivcev Gibanja Svoboda. Kaj bo na volitvah, ne vem, vem pa, kako je s temi rejtingi. Mislim, da bojo te rejtingi zdaj do praznikov novoletnih še padali. Potem bo prišlo pač božič, novo leto, se bojo ti rejtingi malo dvignili. Potem spomladi bojo mogoče dali kakšen bombonček, da bodo pač to ohranjali, ampak trend, ki je nezadržen in trend je tak, kakršen je bil pri vsaki vladajoči stranki in vsaki vladi do sedaj. Pa Slovenci se vsake vlade, ki jo imamo približno po letu, po pol, 2 letih naveličamo. Težava te vlade je, da je imela izjemno visoko podporo, ko je nastopila mandat, in zdaj je očitno, da bo vso to podporo praktično zapravila že po dobrih 2 letih mandata, kar pomeni, da težko vlada. Jaz ne napovedujem, da bo vlada padla, daleč od tega, vlada ne more pasti, ker ima jasno večino v državnem zboru, napovedujem pa, da od te vlade nič pametnega ne bo. In to je tisto, kar je pač problem, ki ga imamo mi vsi skupaj. No, pa še mečkanje tudi zavajanja, da ne rečem laži. Recimo, dr. Robert Golob je bil na obisku pri Joe Bidenu 10 dni pred ameriškimi volitvami, ampak potem je zdaj poslanec Andrej Kosi vprašal, ali je Golob lagal, ko je izjavil, da je Tina Gaber, njegova spremljevalka, prejela vabilo za obisk Bele hiše. Zdaj, a ga je prejela, ga ni prejela, ona se je takole slikala, to je njen posnetek, ki ga je dala na splet. Kdo je zdaj povabil Tino Gaber?
Ja, zdaj, če bi moral špekulirati, bi prej rekel, da vabila ni bilo. Ne. Ona je bila del delegacije. Ja, take informacije tudi prihajajo iz, bi rekel, kabineta predsednika vlade, očitno tudi tam tisti, ki so bolj profesionalni, ne, mogoče od njega ali pa od njegove spremljevalke, to težko gledajo. Zdaj, dejstvo je, da je Golob takrat rekel, da bo šel z neko hudo veliko delegacijo v Washington, ne, na obisk Bidenu, na koncu smo ugotovili, da so to njegovi najožji sodelavci plus zasebna spremljevalka. Ne. Spomniva se lahko, da prejšnjič, ko je potoval v Washington, ne, na vrh zveze NATO, je ob fotografijah gospe Gabrove je bil napis, da gre za soprogo Roberta Goloba, Jano Nemec Golob. Ne. Ja. Zdaj ne vem, če so vmes pač Američani izvedeli, da predsednik vlade ni več poročen, ne, da je uradno razvezan in da ne gre za to osebo, ki so jo napovedovali. Ne. Ampak bolj od tega, ali je Gabrova dobila vabilo ali ne, mislim, da je za razumevanje duha in stanja, ne, v tej oblasti pomembnejša druga stvar. Ne. Namreč izgovor, zakaj ni prišlo do srečanja med Robertom Golobom in Donaldom Trumpom, ne, ker Donald Trump je ponudil Robertu Golobu termin za srečanje, ne, se pravi eden izmed dveh možnih predsednikov naslednjih ZDA, ne, za moj okus najverjetnejši, ampak mogoče Golob ni tako razmišljal, ampak vendarle, ne, saj 50% možnosti je imel, da je izvoljen in do tega srečanja ni prišlo, ker bi potem, ne, pa ste to uradno pojasnilo, mogla slovenska delegacija zamenjati letalske karte, ne, in bi to bilo potem dražje. Ne. Si predstavljate. Skratka, ne, oblast, ki vsak dan kaže, da ji ni dosti mar za davkoplačevalski denar, ne, je pa takrat, ko bi pa to bil pa res upravičen izdatek, če je to sploh res, ne, pa pač se je ustrašila tega. Ne. Skratka, nekdo, ki vodi državo na ta način, ne, da se ne sreča z bodočim voditeljem, če že ne najmočnejša, pa saj še zmerom daleč najvplivnejše države na svetu, ne, ki je povrh tega ima soprogo Slovenko, ne, tasta Slovenca in sina, ki govori slovensko, se pravi praktično neponovljiva situacija v zgodovini, ne, da imamo tak položaj v Beli hiši, pa potem zaradi, ne vem, cene letalskih kart se ne sreča z njim. Ne. No, pa ga že omenjate Melanijo Trump, bi morala Slovenija mogoče res uradno zavzeti eno drugačno stališče do gospe Melanije, do sina barona? Ja, absolutno. Ne. Sej, to, kako smo se obnašali v prejšnjem Trumpovem mandatu, je pač izpod vsake kritike. Jaz ne vem države, ki bi recimo na podoben način ravnala. Predstavljate Hrvate. Ja, mislim, na Hrvaškem, ne, jaz sem že rekel nekje, pač Hrvati bi Trumpu v tem primeru, ne vem, podarili Otok Krk, ne, in bomo rekli, pač naredi s tem, kar želiš. Skratka, čisto drugače, ne, in zdaj imamo res edinstveno priložnost, da ponovimo to napako, še posebej zato, ne, ker je predsednica republike očitno v dobrih odnosih, ne, z družino Trump, saj s tem slovenskim delom, ker je zastopala tasta, ne, ameriškega predsednika pred slovenskimi sodišči in tako naprej, ne. In pa če že ima predsednik vlade spremljevalko, ne, ki se rada slika v Beli hiši, tudi takrat, ko ne dobi vabila za to, ne, pa mogoče bi pa tu pa bila koristna, ne, da bi se tudi pač, bi rekel, prva dama ZDA, pa ona lahko na nek način zbližali, ne, po tej, bi rekel, damski plati. Skratka, jaz srčno upam, no, da bodo najvišji predstavniki te države izkoristili to, da bomo imeli v naslednja 4 leta v Beli hiši praktično najbolj, na rekovajih, našega človeka, kot ga lahko imamo. Ne. Nisem pa pretiran optimist glede tega, ne, ker vidim, da mogoče že obstaja neka pripravljenost, da bi tu imeli boljše odnose, seveda oni spet gledajo neko svojo korist, ne, da bi se s tem tudi sebe promovirali, ampak nisem pa še zasledil do sedaj, da bi imeli kako pametno idejo, ne, kaj bi pa recimo država Slovenija lahko iz tega vam potegnila. No, zdaj pogledamo Donalda Trumpa, predsednik Trump, izvoljeni bodoči predsednik, je kar nekaj sprememb napovedal, ampak ena tista, ki je šla mimo slovenskih medijev, je ta, pravi, uzakonil bom le 2 spola, ne, prepovedali bomo spolno ideologijo v šoli in spremembo spolov mladoletnikov. Skratka, ta woke ideologija, vse te klinike, ta farmacevtski napad na mlade nepolnoletne otroke, ki si domišljajo, da so nekaj drugega, kot so, in se jih potem kastrira dobesedno. To, hvala Bogu, lahko rečemo, hvala Bogu za Trumpa, to se ukinja.
Kako vi komentirate? Ja, lahko vam samo pritrdim, ne? Vsi, ki imamo pač lastne otroke, smo si na nek način oddahnili. Ne? Glejte, živimo v drugačnem svetu, kot smo živeli, ko smo bili sami otroci. Ne? Recimo, če že moramo se bati, ne, v narekovajih belih kombijev, ne? Potem, hvala Bogu, zdaj se nam vsaj ne bo treba bati, da bi država ali pa neka nadnacionalna pač avtoriteta na silo spreminjala spol naših otrok, ne, mimo naše volje in na podlagi nekih kvazi polurnih pogovorov z psihologi, ne. Tako da, če bo Trump vztrajal pri tem, da bo pač, bi rekel, sledil ali naravi, ne, ali pa stvarniku, odvisno, če pač verjamete v neko pač višje bitje ali ne, ampak v vsakem primeru, to smo do zdaj imeli kot edini dve, bi rekel, edini dve osnovi, na katerih smo o tem razmišljali, ne? In če se bomo vrnili v to normalno stanje, jaz bi temu rekel normalno stanje, potem hvala Bogu, ne? Ker moramo vedeti, da v ZDA so se že pred Trumpovo izvolitvijo ljudje pač zavedali, kaj to pomeni, so se začeli temu upirati, ne? In zato je ta norost, ne, ta histerija, ki pa seveda ima v zadnji močen finančni interes, ker zato tu gre, ne? Saj nihče ne spreminja na silo spola otrok, če se mu to ne bi splačalo, ne? Se je pač začel iskati države, ki pa so manj pozorne do tega, ne? In Slovenci, nažalost, bi bili ena glavnih tarč, ne? Se jaz bojim in zdaj, hvala Bogu, če bo to v ZDA se trend obrnil, upam, da tudi pri nas bomo dosti pametni, da ne bomo več tem narostim sledili. Se lahko bojimo, da bodo te klinike zdaj iskale paciente drugje, ker tam ne bo, ne? To je majčken bojazen, ne? To pravim, ker vidim, ne, da nekako tisti, ki si niso želeli izvolitve Trumpa ali pa so mislili, da je to nemogoče, ne, se zdaj poskušajo obnašati tako, da pač ali tega sploh ni bilo, ali pa da je to neka napaka in da mi bomo pa zdaj še kar po starem naprej živeli, ne. Zdaj, če je to rezervirano za neke, veste, navadne ljudi tu v Sloveniji, ne, ali pa v Evropi, ki nimajo vpliva na nič hudega, ne, vsak ima pravico, da razmišlja, kakor želi, ne. Polnoleten. Ja, polnoleten, ampak problem je, če tako razmišljajo tudi recimo vrhovi Evropske unije, pa pač ne, šefi nekih evropskih držav in tudi pri njih vidim, da bi se kar radi obnašali, kakor sej, zdaj Trump je bil izvoljen, ne, nismo zadovoljni ali pa smo nesrečni, ampak zdaj pa mi njegova opozicija, ne, naslednja 4 leta. A veste, to je norost, ne. Mi že zdaj, ne, smo v bistvu kot Evropa smo postali čist nepomembni v teh globalnih zgodbah, ne, veliko po lastni krivdi, veliko tudi zaradi politike, ki jo je vodila zdajšnja pač administracija v ZDA, ne. Se pravi, naša prva naloga bi bila, da bi morali vsi skupaj narediti vse, kar lahko kot Evropa, da pač bo zdaj naslednja, ne, ta Trumpova administracija pač vodila neko politiko, ki ne bo tako škodljiva recimo za Evropo. Torej, kako ta ideja ukinitve tudi teh klinik in vsega tega woke ideologije, kako lahko vpliva na levičarsko ideologijo v Sloveniji? Ja, to je dobro vprašanje, ne, se pravim, zdaj pač mi imamo to težavo, da trendi k nam pridejo kasneje in tudi ko se že obrnejo v svetu, mi še zmeraj malo zaostajamo, ne, se pravi, vidimo tudi te velike krize, ne, k nam zmeraj pridejo z zamikom in zdaj bomo verjetno z zamikom tudi pač začeli počasi odstopati od te woke ideologije, ne, ampak zdaj, jaz ne bi rad bil pač v bistvu nek prišepetovalec tem, ki stavijo na to politiko, ampak jasno je, videli smo to na rezultatih ameriških volitev, vidimo to na rezultatih evropskih volitev ali pa recimo volitvah po evropskih državah ali pa, če hočete, volitvah po zveznih deželah pač Zvezne republike Nemčije, ne, da ta ideologija nima prihodnosti, ne, ta ideologija ne dobiva podporo strani ljudi. In zdaj, če si ti politik, pač si verjetno v politiki zato, da deluješ v interesu ljudi, ne, in jasno je, da ljudje so temu rekli ne. In tudi, če bojo pri nas pri tem vztrajali, se jim bo pač to poznalo slej ko prej tudi pri nas, ne, na volilnih rezultatih. No, in zdi se, da tudi ta zeleni prehod, pa ta zelena ideologija vendarle malce izgublja na pomenu, namreč dr. Robert Golob ni šel na konferenco, podnebno konferenco, ampak je zadnji trenutek tja poslal Boruta Pahorja, ne. Zdaj, kaj to pomeni? Ja, ne, spet z opravičilom ali pa z argumentacijo, da je toliko stvari doma za postoriti, ne, da pač ni mogel iti, ne. Omrežnino je zagledal naenkrat. Ja, ne, saj to je, mislim, če ne bi bilo žalostno, bi bilo smešno. Na ta način pač poskušajo z nekimi temi, jaz pravim, PR trik, ne, PR štosi, poskušajo pač dvigniti to svojo padajočo priljubljenost, ampak
To je neresno. Ne. Verjetno ga ni človeka, ne, na zemlji, ki si ne bi želel, da bi imeli zgolj obnovljive vire energije. Ne. Saj kdo pa ima kaj proti soncu, pa proti vetru, pa proti hidroenergiji, recimo. Ne. Posebej v Sloveniji. Ne. Sej hidroenergijo mi v Sloveniji že zelo dobro izkoriščamo, ne. Tudi pri sončni energiji, ampak veste, problemi so s tem, ker prvič to je nemogoče, ne. Drugič to stane preveč. Ne. Mi smo se zdaj pogovarjali o tem, koliko recimo bi stal drugi blok jedrske elektrarne Krško, ne. Nihče pa ne pove, da če bi pa želeli imeti zgolj obnovljive energije, ne, kar je sicer tudi nemogoče v praksi, ampak tudi če bi to šli, to narost, to stane 250 milijard. Ne. Ja. Se pravi, tega ne bo. Ne. In težava je v tem, da zeleni prehod pomeni recimo v enem delu subvencioniranje kitajske avtomobilske industrije. Ne. Pa nimam nič proti kitajski avtomobilski industriji, da se razumemo, nimam tudi nič proti električnim avtomobilom. Ne. Sej, če dobiš kot podjetje 7.000 evrov subvencije od države, zakaj si ne bi vsako podjetje mislilo kitajski električni avtomobil? Imam pa problem s tem, če nemški Volkswagen reče, da bo zaprl tovarne v Nemčiji. Ker mi z njimi sodelujemo. Ja, ne, ker pa to je, tudi če ne bi, ne, veste, kakšen šok je to, ne, se pravi, eden izmed stebrov, ne, tako rekoč pač povojne nemške industrije pravi, da bo zaprl pač tovarne v Nemčiji. Ne. To nas more skrbeti. Ne pa to, a bo vsaka streha v Sloveniji imela pač vsaka hiša na strehi imela solarne panele. Ne. Sej vemo, da že zdaj bi več ljudi to imelo, ne, ker se to splača, ne, do te nesrečne omrežnine, ampak pač naše omrežje tega ne podpira. Ne. Se pravi, najprej pač je treba reči hop, pol pa skočiti. Ne. Mi imamo s tem težave. Torej, očitno je ta podnebna tudi konferenca postala neka obrobna tema, ampak glavna tema pa je očitno v Sloveniji dražba Janeza Janše, ki zbira sredstva, da bo plačal te advokate in ves ta sodni postopek. Torej, kaj vi menite o tej dražbi? Seveda so Jaša Jenull in levičarji so takoj napadli tako zbiranje denarja. To pa ponuja, to so zdaj obleke in neke umetniška dela, ki jih Janša ponuja in seveda tudi svojo knjigo prodaja. Kaj vi menite o tem? Ja, jaz mislim, da nikoli ne bi bilo prav. Ne. Zdaj, če bi Janša potem, ne, ko je pač doživel to sodbo, ki mu je naložila plačilo sodnih stroškov, ne, toženih tožilke pa sodnikov, ne, pri čemer je bil neuspešen, pač že kar tam, ne vem, odprl denarnico, pa tam odštel teh 33.000 evrov, koliko je pol dejansko te škode, ne, bi spet bil halo, ne, odkot mu pa denar. Ne. Zdaj, ko pravi, da tega denarja nima, jaz mu verjamem, jaz ne vem, pač recimo z izjemo Roberta Goloba ne poznam slovenskega politika ta hip, ne, ki bi kar tako lahko iz denarnice dal 33.000 evrov. Ne. Zdaj pa, ko pač on na drugačen način ta denar zbira, ne, recimo z dražbo nekih svojih predmetov, ni želel, da bi se to zbiralo na način samo prispevkov, ne, tako ko smo imeli recimo včasih, to možnost je zavrnil, čeprav so bile take ponudbe, ne, se pravi, ljudje bi prispevali za to, ni prav. Ne. Če bi ljudje prispevali, spet ne bi bilo prav. Tako da v vsakem primeru, karkoli Janez Janša naredi, ne, pač tistim, ki so cepljeni, ne, ki so janšisti, ne, ki so cepljeni s tem anti-Janša virusom, pač ni prav. Ne. Jaz ne bi se želel znajti v njegovem položaju, tudi nobenemu ne privoščim, da se znajde v takem položaju, ne, da mora kar naenkrat neko tako visoko vsoto odšteti in zdaj na kak način on bo to naredil, ne, je čist njegova stvar. Se pravi, zakaj bi se kdo okrog tega sploh opredeljeval? To so njegove zakaj bi stvari. koga to motilo? Ja, in v končni prodaja fazi, svojo knjigo. če bi recimo prodal avtomobil, ne, bi pa, bi pa pol mi rekli, ne, poslušaj, zakaj pa ti zdaj avto prodajaš? A veste, to je ta logika, ne, da ti za nekoga pač njemu ni dovoljeno nič. Tako, se lahko vmešavaš vse vidike njegovega življenja, ne, tudi čisto zasebne. Argument je pa sam ta, da je pač tvoj politični nasprotnik. Da dobiš izpuščaje, če nekdo reče Janez Janša, imamo izpuščaje in vse narobe. Ampak dobro, gremo zdaj na ta vidik, ne, te kazni ali tega zneska. Recimo, če bi samo 30.000 evrov, rečemo 30.000, razdelimo z 12, kolikor je mesecev v letu, pride to 2.500 evrov na mesec, kar pomeni, da bi nekdo, ki zasluži recimo 2.500 evrov neto, cel svoj letni dohodek moral dati za to. To je ena letna plača. Ena letna, pa še pol tistih 3.000 za 13. mesec. Ne? Ampak čakajte, pa kakšni so to zneski? Če regres za dopust. Če regres,
Kakšni so to zneski? Ja, ne, saj to je res tragično. Ne. Zdaj imamo kar nekaj primerov, ko vidimo, ne, da slovensko pravosodje, takrat, ko ni treba, bi jaz rekel, pokaže neko odločnost. Ne. Takrat, ko bi jo moralo, jo pa ne. Pa bom zelo na hitro probal razložiti. Ne. Ja. Sva že govorila o primeru nesrečnega bivšega sodnika Radonjića, ne, ki so ga demonstrativno uklenjenega pripeljali na sodišče. Ja. Ne. Se pravi, koga smo mi videli uklenjenega na slovenskih sodiščih? Ne. Praktično nikogar, mogoče kakšne množične morilce, ne pa sodnika Radonjića. Ne. To je prva stvar. Druga stvar, ne, zato, da je bila 3-urna obravnava, ne, so imeli te pač toženi, ne, 33 000 evrov dejanskih stroškov, ne, z odvetniki po oceni pač sodišča, ne. Zdaj vsakmu normalnemu človeku, tudi tismo, ko recimo misli, da je, ne vem, ura odvetnika 5000 evrov, ne, je jasno, da verjetno za 3-urno obravnavo pač se niso pripravljali 6 ur, ne. In tretja stvar, to je pa ta zadnji primer, ki zdaj odmeva v javnosti, ne, tožilka, ki vodi enega najtežjih, bi rekel, nasploh, gotovo pa ta hip procesov, ne, proti zloglasnemu pač kavaškemu mafijskemu klanu tu v Sloveniji, ne, se mora ukvarjati s tem, ali policisti, ki bi morali biti zadolženi za njeno varovanje, varujejo njo ali vohunijo za njo in čigavem imenu to počnejo. Ne. A si vi to predstavljate? Sej, kakšno sporočilo to sploh daje? Ne. In zdaj imamo tle situacijo, kjer vrh policije, zdaj se je še notranji minister nespametno v to vključil, ne, se zdaj prereka s to nesrečno tožilko, ne, oziroma njenim pravnim zastopnikom v javnosti, kdo ima prav. Ne. Ki je rekla, da ne potrebuje tega varovanja. Ja, iz razlogov, ki sem jih navedel. Ja. Ki pač pravi, da se ne počuti varno. A veš, razumete, to je tako, kot če bi vi hoteli se voziti z avtobusom, pa bi rekli, ne, bom šla na avtobus, ker ne vem, če ima šofer avtobusa vozniški izpit. Uradne osebe praktično. Mi smo na tej točki smo zdaj, ne, in zdaj se cela Slovenija po medijih se zdaj prerekajo, kdo ima prav, ne. A veste, kdo bo zdaj verjel, da ta proces teče tako, kot more, kdo bo verjel, da ta tožilka je lahko fokusirana na tisto, kar pač bi naj bila fokusirana, se pravi, da, ker očitno je prepričana, pač v krivdi, ne, teh obdolženih, da pač doseže njihovo obsodbo, ne. Ja. Spomnimo se pa lahko, kako se je prejšnji tak proces, ne, podoben končal, ne. Na koncu smo plačevali odškodnino tistim, ki so bili v ta proces vključeni, in jaz ne bi rad, da se bo ta zdajšnji spet enako končal. Ne. Tudi, če gledamo samo višino te kazni oziroma tega zneska, v bistvu si to ne more noben v Sloveniji privoščiti. Ne. Ta pravica je potem odrečena. Ne. Vsak vidi, lej, če je pa to tak znesek, potem pa ne bom tožil. Ne. Se ponavljam, ampak Robert Golob bi si verjetno lahko. Ne. Zdaj, če bi recimo se Robertu Golobu to zgodilo, ne, pa bi on prodajal, pa bi on takoj recimo dal denar, ne, ali pa bi pač prodajal nekaj svoje, kaj bi takrat pač rekli ti, ki zdaj to očitajo Janši. To je meni res bizarno. Mislim, pač, kdo lahko vpliva na to, na kak način jaz bom poravnal neke sodne stroške. Ne? In zakaj bi to bilo neko politično vprašanje? Ne? Ja. No, zdaj napoveduje se zdaj ta vikend tudi, napovedujeta se 2 kongresa. Ne? Anže Logar bo imel kongres svoje stranke Demokrati, ne? Smo demokrati in tako naprej, Slovenijo povezuje več, kot se zdi na prvi pogled. Zdaj, prva stvar je recimo Demokrati kot ime. Ne. Zdaj je izbilo, nekateri novinarji so ugotovili, da je mogoče bilo na Uradu za intelektualno lastnino nekako mogoče malce izigrano to, da ni on prvi registriral tega imena, pač pa SDS prej in tako naprej. Vse teh demokratov imamo kar nekaj. Kako se bo odvila ta zgodba z imenom? Ja, zdaj, veste, pač kjerkoli otrok se rodi, ne, pa pač mu starši ne morejo dati imena, to že ni dobra popotnica za tega otroka. Ne. Ja. Zdaj, Demokrati, vem, da je že malo pozno, ne, pač v bistvu jutri je ta kongres, ne, ampak mogoče bi kazalo spremeniti ime v Republikanci, ne, ker če vidimo zdaj, Demokrati niso ravno v vzponu, ne. V ZDA so bili ravno kar pač zelo poraženi, ne. Pri nas, kot ste sami rekli, je to ime že zasedeno. Imeli smo zgodovinsko demokratsko stranko, ne, potem imamo slovensko demokratsko stranko, iz katere je Anže Logar pred kratkim izstopil, ne. Potem imamo recimo socialne demokrate, ne. Pa mlade demokrate, pa nacionalne demokrate smo imeli že vse. Cel kup je demokratov, ne. Zdaj še eni demokrati. Kakšni demokrati ste pa vi? Mi smo pa brez predpone, ne. Se pravi, čem bo razlika? Tako da, če bi jaz zbiral ime stranke, bi pač raje kot demokrati izbral Republikanci, ne. Bomo videli pa, kaj to pomeni demokrati, ko bomo videli, kdo bo na ustanovnem kongresu jutri, pa kdo se bo dejansko
članov v stranko. Ne. Ja. Ker če Anžetu Logarju ne bo uspelo prepričati ljudi, ki jih je pripeljal v to svojo platformo sodelovanja, ne, in niso bivši člani SDS-a, ne, da se včlanijo v to njegovo stranko, ali pa če jih mogoče celo na ustanovnem kongresu ne bo, ne, bo to znak, ne, da ne gre za pač neke široke demokrate, ampak da gre za pač neke razočarane člane, simpatizerje SDS, ne, ki bi zdaj šli malo po svoje. Ne. To pa se bojim bistveno zmanjšuje možnosti te stranke, da bi postala neka vodilna catch-all stranka, kakršno ambicijo pa razumem, da ima, ne, ker, kakor jaz razumem, motiv Anžeta Logarja ni, da bi prestopil parlamentarni prag in sodeloval pač v neki koalicijski vladi, ne, ker to bi lahko počel tudi znotraj SDS-a, se konec koncev je bil že zunanji minister, ne, se pravi, če ne bo predsednik vlade, več kot zunanji minister je težko, ne. Njegova ambicija je očitno, da on dobi volitve, ne, ampak ne verjamem, da je to še realna možnost, no, potem, kar do zdaj vidimo, mogoče bo jutri kakšna sprememba, pa se bo ta trend obrnil, ampak vse bolj kaže, da gre še eno v vrsti strank, ki pač bo prisiljena v neko politično kruhoborstvo, se pravi, borila se bo za vstop v parlament in potem bo fige držala, da jih bo prihodnji mandatar vzel vlado. Ja. No, recimo obeta se tudi kongres SLS stranke, tudi tam je veliko prerivanja. Kaj se bo zgodilo po vašem mnenju? Ja, SLS je po moje nažalost primer tega, ko je vse, kar je tam še nekaj vredno, ne, pa nočem biti pač nesramen do ljudi, ki to stranko, ki so v njej, ki jo živijo, ki jo soustvarjajo, je blagovna znamka, ne. Se pravi, če smo prej rekli, prva demokratična če stranka. smo prej rekli, da je mogoče Anže Logar, ne, ki je do zdaj gradil blagovno znamko, najprej Anže Logar, pa pol dolg nič, pa platforma sodelovanja, ne, zdaj pa prešaltil na demokrate, da je tu malo zgrešil, ne, da nima močne blagovne znamke, ne. SLS edino, kar ima močno, je blagovna znamka, ne. Se pravi, prva demokratična stranka, tradicionalno gledano na Slovenskem, ne, najmočnejša politična stranka, tudi že pred drugo svetovno vojno in tako naprej, ne, Slovenska ljudska stranka, na nek način žalostno, da je tam, kjer je, ne. Jaz tudi pri njih ne vidim nekih možnosti za pozitivno rešitev. Vidim, da so pač ljudje, ki so od zunaj prišli noter, gospod Peter Gregorčič, ne, ki bi bili pripravljeni prevzeti to stranko, ampak v stranki ni enotnega mnenja, da je to za njih prava rešitev, tako da se bojim, da bo ta stranka nadaljevala po poti, po kateri gre. A ne. Je pa paradoks, ne, ker je še zmeraj ena najmočnejših strank na lokalnih volitvah, ne, tudi če gledamo po številu županov, ampak na teh parlamentarnih volitvah, pa tudi na evropskih v končni fazi, pa očitno ne vleče več. Ne. Kaj lahko stori Peter Gregorčič? Ja, videli smo, da marsikaj, ne, se pravi, dokler je on, bi rekel, nastopa kot blagovna znamka Peter Gregorčič, kot one man band, ne, je zelo veliko, ne. To je pokazal na evropskih volitvah, ne, z neko personalizirano kampanjo, ki se je skoraj da išla, ne. Mogoče, če bi imel malo več časa ali pa če bi pač bolj verjeli vsi tam v ta njegov uspeh, bi mu tudi uspelo, ne. Za drugo pa je, veste, ko vi postanete predsednik neke stranke, ne, se podobno težavo ima Anže Logar, ne. Blagovna znamka Anže Logar je očitno dosti veliko vredna v Sloveniji, smo videli to na predsedniških volitvah, ne. Če ima recimo zadaj podporo SDS-a, Janeza Janše in vse, kar pride zraven, ne. Zdaj pa govorimo o blagovni znamki Demokrati, ali po tem primeru govorimo o blagovni znamki Slovenska ljudska stranka pod vodstvom Petra Gregorčiča, ne. Zdaj, bi rekel, tradicionalni volivci Slovenske ljudske stranke, verjetno jim Peter Gregorčič ne bo bližje, kot so jim bili dosedanji voditelji SLS-a, ne. Zdaj, a pa lahko on neke nove, urbane, da tako rečem, mlajše glasove pripelje, ne, je spet vprašanje, komu jih bo jemal, ne. Predvsem, ker ni za pričakovati, da bi mnenjski voditelji, centri moči in pa dominantni mediji to pač njegova prizadevanja podpirali, a veste. Veliko lažje je recimo nekemu Vladimirju Prebiliču, ne, županu Kočevja, prideti pa reči, jaz sem pa zdaj Vladimir Prebilič, ne vem, kandidat za evropskega poslanca in novopečeni predsednik stranke Vesna, ne, ki je ekološka stranka, ne. In pač mediji na vse to rečejo jasno, ne, sej to je normalno že od vsega začetka, ne, kot pa obratno, ne, če prihajaš iz druge strani političnega pola, ne. To se pravi, tudi te dve stranki, recimo Gregorčičeva ali pa SLS, vprašanje, ali boste prišli v parlament. Ja, pa sej vidimo, ne, ko smo se že prej pogovarjali o tej anketi Mediane, ne, meni se ti rezultati
pa pustimo zdaj, koliko so realni, koliko so pa pač v funkciji tega, da recimo spreminjajo neko javno mnenje, fascinantni, ne. Mi pogledamo prve 4 recimo najpriljubljenejše politike, ne. Me čudi, da je Anže Logar na 4. mestu, ne, ker on bi zdaj moral pač, ne, on zdaj na tem, da višje, da je recimo Vladimir Prebilič pred njim, ne. Zdaj, če primerjamo njun rezultat recimo na zadnjih predsedniških volitvah, ne, vemo, koliko je ura, ne vem, kaj se je vmes zgodilo, recimo, da bi zdaj Vladimir Prebilič bil bolj popularen od Anžeta Logarja, ampak očitno je po te ankete, ne. Volitve, ne. Potem je tam odličen drugi Matjaž Han, ne, kjer se tudi človek vpraša, po kakem ključu, ne, mogoče tisti, ki je še najmanj neumnosti delal v vladi, pa vsak dan na televiziji. tako visoko uvrščen. Ja. Potem prva je pa pač predsednica republike tudi zaradi česa, po čem, ne. Se pravi, zadnji je pa predsednik vlade, ne. Se pravi, imamo neko res čudno situacijo in ne vem, ne, mogoče hipno se res razpoloženje ljudi tako spreminja, da so možne te oscilacije, ampak jaz tega enostavno ne verjamem. Jaz mislim, da je ali narobe kaj z metodologijo, ne, ali pa so ti rezultati namenjeni temu bolj, da bi mi razmišljali na ta način, kdo je popularen, kakor da bi dejansko imeli popularnost. No, glejte, tu na tem desnem polu, če tako rečem, mnogi vidijo tudi Marka Lotriča, pa njegovo stranko, ko bo, če bo, pa mogoče povezovanje z njo. Kaj vi rečete v zvezi s tem? Ne vem, veste, to je tako, bom spet iz sebe govoril, ne. Pač, ko se začne recimo Evropsko prvenstvo v nogometu, ne, če ne sodeluje Slovenija, zdaj na zadnjem, hvala Bogu prej dolgo časa ni, ne. Jaz imam 12 ekip, za katere navijam, ne. Ampak na koncu, veste, navijam sam še za eno, ne. In recimo pač v finalu, ne, tudi ne navijam za obe. Se pravi, mislim, da ni prava pot desne sredine, če želi doseči dober volilni rezultat ali pa če hoče preprečiti pač ta monopol, ne, pač te anti-Janša političnega tabora, da bi zdaj zgrešene recepte tega tabora posvojila, ne, in jaz mislim, da ta recept, ne, spet, ko kitajska modrost naj cveti tisoč cvetov, da ni pravi, ne, ker tudi na tej tako zvani levici vidimo isto logiko, ne, se pravi, imamo izmenično, ali imamo Cerarja ali pa Goloba, ki dobita, ne, ogromno glasov, pa jih vsem pobereta, vmes, ko pa ne najdemo teh Golobov pa Cerarjev, imamo pa kakšnega Šarca, ne, ko dobi 12%, pa je še 5 drugih, ki dobijo od 5 do 10, pa to skupaj pol pomeni 46, ne. Zdaj se mi zdi, se bojim, no, da na desni sredini so zdaj začeli podobno pač razmišljati, ne. Se pravi, vsej Janez Janša pa SDS je fajn, ne, 25 do 30, ampak to ni dost, dajmo mi zdaj Janša 20, pa še 6 drugih, ki bo imel 5 do 10, ne. Jaz mislim, da se jim to ne bo išlo, ne. In tudi zgodovina nas uči, da te narekovajih njihovi, ki dobijo od 5 do 10, pol raj grejo na drugo stran, ne. Vse to se je zgodilo za stranko Gregorja Viranta, ne. Zdaj Anže Logar že sam govori, ne, da on v desno vlado ne bo šel, da bo šel samo v vlado, kjer bo tudi neka leva stranka zraven, ne, in tako naprej. Skratka, kaj je potem tu dodana vrednost, ne. Ne verjamem, da zdaj, če bo pa naenkrat na desni, pa ponudba neskončna, ne, se pravi, zdaj smo imeli SDS pa NSI, pa potencialno še recimo SLS, zdaj bomo imeli pa še 3-4 stranke zraven, da bo pa zdaj tu boljše, ne. Tega preprosto ne verjamem. Ja, dobro, še en tak izkušen politik, Karel Erjavec, je ta teden registriral stranko in sicer z imenom Zaupanje, ne. Ta je pa bolj inventiven, ne, Zaupanje je pa kar v redu, ker moram reči nekaj, ne, da prihodnje leto je tudi sveto leto upanja, to je tudi za katoličane nek trigger, nekaj, hočete reči, da je v bistvu za upanje, ne? Za upanje, tu bi moral biti posledek, ne? Ja, to je sveto leto upanja in tako naprej, ker že majčkeno potegne malo širši vidik, ne. Kaj vi rečete o tem? Ja, Karel Erjavec očitno stavi na nostalgijo, ne. Vemo, da Slovenci smo precej nostalgičen narod, ne. Recimo iz bivše skupne države Jugoslavije se spominjamo samo dobrih stvari, slabih pa ne. In pač obupujemo nad tem, da ni teh dobrih, one smo pa pozabili in očitno gospod Erjavec računa na to, ne, pri slovenskih volivcih, na to upanje, ne, se pravi, bi se mi zdaj nostalgično spomnili, ne, kako čudoviti časi so pa bili, ko je on še bil aktiven v slovenski politiki. Mislim, da se zdaj po 4 letih vrača, ne. Zanimivo mi je tudi, da stavi na gospodarstvo, ne. On pravi, gospodarstvo me potrebuje. Jaz to bolj razumem, kakor biznis me potrebuje, ne. Zdaj vprašanje, kjer biznis, ker vidimo, da
nam vladajo zdaj biznisi, ne? Tako kot recimo v ZDA ali pa če hočete v svetu. Ne? Lobiji, Zdaj, poslovni lobiji, ne. orožarski biznis, ne, demokratov je zdaj zamenjal pač nek Trumpov biznis, ne. Tudi v Sloveniji imamo zdaj ta Golobov energetski biznis, ne, ki očitno edino, kar tu profitira, je to, in kar je pomembno za Goloba je to, ne, ker ko so se pojavile težave pri tem biznisu, ne, s to omrežnino je Golob odreagiral. Ne. Dokler je bilo 1 leto, 2 leti so bile polemike o tem, koliko bomo navadni ljudje ne plačevali po novem za elektriko, ker to ni, on o tem nič ni vedel, ne. Ko je pa zdaj očitno, zdaj, če malo špekulirava, ne, eden izmed bivših ljubimcev njegove partnerke ali pa pač, ne vem, naročnikov njenih storitev, to je težko pri njej včasih oceniti, ko gre poklical, pa rekel, posluš, ne, jaz bom pa zdaj, ali pa moja firma bo pa toliko plačevala za štrom, po domače rečeno, ne, se je pa Golob zgano, ne. Tako da Erjavec očitno računa na to nostalgijo, ne, in pač računa na to, da bo, on bi rekel, on je nekako ponudil proizvod, ne, in zdaj čaka, da ga bo kdo podprl, ne. Veva, da Karl Erjavec nikoli v zgodovini ni, bi rekel, sam, ne, vodil stranke, tudi ko je bil na čelu Desusa, so to počeli pač drugi zanj, ne. Je pa tudi tu konkurenca, ne, tudi dr. Vlado Dimovski pač je prevzel Desus, originalni Desus, ne. Zdaj ni rekel, da pač ga gospodarstvo potrebuje, ampak tudi on je ekonomist, recimo, ne, bivši minister, on bi tudi lahko rekel, da ga gospodarstvo potrebuje, ne. Anže Logar lahko reče, da ga gospodarstvo potrebuje. Tudi Pavel Rupar lahko to reče, Peter Gregorčič lahko reče, da ga gospodarstvo potrebuje, ne, gospod Lotrič, ki ste ga vi umeli, itak, kakor že kandidira iz gospodarstva, ne, skratka, vidimo, da zelo veliko političnih strank ta hip računa na gospodarstvo, ne. Ja, ampak glejte, torej še nekaj je podobno tudi z doktorjem Golobom, ne, tudi recimo Karel Erjavec je malce zavajal, ne, tako bom rekla. On je dejal, da sta pomagala pri programu in da bosta člana, je napovedal Arhar in Jože P. Damjan, in zdaj je to zanikal, nista sodelovala pri programu. Zdaj, kaj je bilo zdaj s tem? No, mislim, mi lovi ljudi na neka imena, ne. Ne, to je tako, če se spet vrnemo na šport, ne, imate te fantazijske lige, ne, angleško se reče fantasy league, kjer si ti sestaviš moštvo po lastni izbiri, in mislim, da je gospod Erjavec očitno tudi neko sanjsko idealno enajsterico je sestavljal in je kar ljudi, ki se njemu zdijo fajn, je naštel, da pač sodelujejo zraven, ne, in zdaj morajo te pač zanikati, a veste, ampak ljudem bo to ostalo, ne, ker tako je, prvi vtis je najbolj pomemben. Tako, ne, se pravi, ker mi smo vsi tako naštimani, ne, da si recimo, če bi pa recimo Messi igral za moj klub, bi pa to bilo super, in seveda si raje predstavljaš, da Messi bo igral, kot da je to bila neka raca, pa da Messija ne bo, ne. Ali pa so slišali samo prvo sporočilo, zdaj pa zanikanja ne. Zdaj mogoče po sistemu izločanja gospod Erjavec našteva ljudi, da bo naletel na enega, ki bo pa rekel, da je bil zraven, ne. Ja, ampak glejte, pa ga bo imel. Je pa rekel, da zdaj program so sestavili strokovnjaki, ki pa ne želijo izdati svojega imena v javnosti. Ja, kaj pa je zdaj to? Ja, to je pa še naslednja stopnja za tem, da ti sestaviš pač fantazijsko moštvo iz realnih igralcev, da sestaviš fantazijsko moštvo iz igralcev, ki jih sploh ni, ne. Ja, lejte, pač sej navajeni smo, da zdaj lahko politik govori, kar želi, ne. Dokler ljudje pač projecujejo van neke svoje predstave, ne. Saj, če se vrnemo na gospoda Logarja, dokler smo mi zdaj 2 leti od predsedniških volitev, ne, si lahko predstavljali, kaj mi mislimo, da Logar bo, pa da kaj je, pa kaj bi moral biti, ne, je pač mu popularnost rasla, ne. Zdaj bo končno ustanovil stranko in zdaj se bo videlo, kaj Logar je, kaj hoče biti, kaj bi lahko bil, ne, in seveda potem takoj začne podpora padati, ne, ker določeno število ljudi bo razočaranih, ker Logar ne bo tisto, kar so oni pričakovali, da bo, ne. No, ampak vendarle, ne, če ostaneva pri Erjavcu, on je rekel, da želijo nagovoriti predvsem tiste volivce, ki jih skrbi prihodnost Slovenije. Zdaj pa v preteklosti, ko je že prvič napovedal to, so ljudje ugibali in mediji, da mogoče njega ruski lobi malce tukaj nagovarja, naj vstopi v politiko. Bo to kakšen rusko lombiranje, ruska prihodnost Slovenije? Kaj bo s tem? Ne vem, možno, ampak ne vem čisto točno, koliko je gospod Erjavec star, ne, ampak prihodnost ni prva stvar, ki bi pač s politiki... Ja, mislim, da je čez 60. Politiki iz te starosti jo človek recimo povezoval, ne, zdaj
ampak ok, jaz mu želim dolgo in plodno življenje. Ne vem, če je ruski lobby za njim, ne, sej, mogoče s tem, ko ne razkrije, kjer strokovnjaki samo program Ravno zaradi še tega. malo olja na ta ogenj priliva, ne. Ja. Mogoče bi se on celo želel, če bi ga, ne, če bi Ruska federacija, glede na to, da slišimo, da ima možnost vplivati na ameriške volitve, Ja. pa ne vem še na katere volitve. Ali pa te ne. vohuni, ki jih je Ja, polknil v Sloveniji. ne. če bi recimo pač se na ta način upletli v slovenske volitve, bi to mogoče za tistega, za katerega bi se pač upletli, bilo pozitivno, ampak jaz ne verjamem, da njih slovenska politika toliko zanima, saj do zdaj nismo videli tega, ne. Tudi te vohuni, ki jih omenjate, so imeli samo bazo v Sloveniji, v bistvu so vohunili po drugih evropskih državah, pa bolj za drugimi evropskimi državami pri nas, kakor za Slovenijo. Tu se spet vračam na tisto izhodiščno vprašanje, o katerem so se pogovarjali, ne. Mi Slovenci se moramo navaditi, da ne štejemo veliko v svetovnih razmerah, ne. Saj fajn je, da smo samozavestni, pa da mislimo, da smo mi neka punčica Evrope in sveta in da vsi v nas razmišljajo, ampak realnost je drugačna, ne. Nobenega ne zanima, kaj se pri nas ne dogaja, to, ker nima tu nekega realnega lastnega interesa, ne. Vključno ZDA, Rusijo, Kitajsko, če hočete, ne. In takrat, ko pa se to zgodi, da se oni začnejo za nas zanimati, namesto da bi mi pogledali, kaj je njihov interes, pa videli, če je to tudi naš interes, tega pa tudi nismo sposobni, ne. Ampak smo toliko vzhičeni, da se z nami ukvarjajo, da smo pripravljeni storiti vse za njih, tudi če to gre v našo škodo, ne. No, zdaj pa, da gremo na ekonomijo, ne. Sodu je izbilo dno ta prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki ga bodo tudi upokojenci plačevali, in to iz neto plač, ne. Seveda so rekli takoj na Združenju Zveze društev upokojencev, se s tem ne strinja in dejansko je to vdor v te plače, ne. S tem se za 1% zniža plača upokojencev. Nekdo ima recimo 1000 evrov neto, teh, ko smo ravno pri Erjavcu, ne, bo plačeval kaj 10 evrov na mesec za nekaj, česar ni. In s tem se mu bo za 10 evrov zmanjšala pokojnina. Ja, to je podobna zgodba kot pri tej nesrečni omrežnini, ne. Se pravi, kjer so neke blazne znanstvene analize odzadaj, na koncu pa pridemo do nekega zneska, ki je čisto fiktiven, ne. Se pravi, tu je podobno, ne. Zakaj v 21. stoletju, v letu 2024, skoraj smo že 2025, ne, bi država na vsak način rada vaš osebni dohodek ali pa moj, ne, ni važno, je to plača, je pokojnina, določala, zakaj ga porabimo, ne. To je ista norost ali pa histerija kot tem, zdaj bomo pa mi določili, kako Janez Janša plača tiste sodne stroške, ne. A bo avto prodal, ali bo kar denar dal, ali bo neke uniforme prodajal, pa knjige pa to, ne. Zdaj isto, ne, upokojenci, zdaj bomo pa mi rekli pač, da 10 evrov od vaše penzije ali pa 200 ali pa koliko pač imate veliko penzijo, bomo pa mi, boste pa mogli za to nameniti, ne. Jaz te logike ne razumem, tudi jaz ne. Saj tega sploh ni. In konec koncev si lahko vsak upokojenec, če mu pustijo to penzijo, sam plača neko oskrbo. Saj drugega še ni. Zdaj, če bi mi imeli res to tako, da bi recimo na vsakega upokojenca čakalo mesto v domu upokojencev, ne, ali pa njega na domu, ne, odvisno pač od tega, kaj si lahko privošči, pa bi to bilo recimo smotrno, ne, da rečeš, ok, dajem na stran že prej, zato da to imam. Ampak tako ste rekli, tega sploh ni, ne. To je podobno kot kriptovalute, razumete, ne, se pravi, mi zdaj plačujemo za nekaj, česar ni, pa mislimo, da nekoč bo in da bo toliko vredno, ne. Vse je vredo, če vi špekulirate s kriptovalutam, nič narobe, ampak je to vaša odločitev, ne. Se pravi, ne pa, da zdaj država pride, pa reče, to isto, če bi država bi zdaj lahko prišla, ne. Recimo Robert Golob, mogoče ena nora ideja, pa jo lahko posvoji, ne. Pride pa reče, jaz bom zdaj lansiral, ne vem, kriptovaluto Taubikoin in zdaj bo vsak Slovenc mogel preplači, ne. Vsi, ki so v javnem sektorju zaposleni, ker smo jim zdaj vsem zvišali plače, bojo mogli, ne vem, 10-100 evrov na mesec nameniti za nakup tega Taubikoina, ne. No, pa to je nesramno tudi zato, to je podobna logika. Nekateri upokojenci so pa mogoče bolni, pa ne bodo niti dočakali čez 5 let neke. Zakaj bi zdaj oni plačevali tako? Če greste vi zdaj na banko po kredit, ne, bojo oni pogledali vašo starost, pričakovano življenjsko dobo, pa oni ne bojo dali kredita, ne. Saj bo obratna logika, ne, se pravi, ti vplačuj, kot da bo živel 120 let, ne. Ja, glejte. No, in seveda, to sta zdaj že večkrat omenila, to nesrečno omrežnino, ki jo kakor ne moremo zdaj zmanjšati, spremeniti, ne. In seveda, tule imamo tele števce, števce,
Ja, včasih je bilo, se spomnite, ne, včasih je mama poslala pet pogledati, kjera številka je na števcu, to je, ne, Ja, pa kako hitro se vrti tisti krog okoli, da veš, kakšna je poraba, ne. Ja, ker zdaj bi mi rabili tudi nove števce, ne? Ker seveda ti greš gledati, ali je puščica dol ali je puščica gor in to je to, ne? To so nam zdaj ukinili, ne. Hkrati pa želijo, da mi zdaj si vsak dan praktično računamo na 15 minut, kakšna je poraba, pa kaj se nam splača, pa kaj ne. Ja. Razumete, to je nemogoče, ne? Saj tudi ljudje ne morejo zdaj navad svojih življenjskih prilagoditi. Kdo si pa lahko recimo privošči, da reče, ker je med drugo pa četrto uro pač cenejši tok in ker imam doma pač električno grelno proščo, bom takrat kuhal kosilo, ne? Če je takrat v službi recimo pa tako naprej. To je čista norost in jaz te logike, ki tu zadaj ne razumem. Ne razumem tudi, zakaj, recimo sem poslušal pač to direktorico te agencije, ki priznam, prvič sem zvedel, da pač imamo to agencijo in kdo je direktor, ne? In potem sem tudi zvedel, da v bistvu nam vlada ona, ne? Ker Robert Golob je šele včeraj praktično zvedel, da se bo omrežnina... Se ima vlada v svetu agencije svoje ljudi. Ampak malo sem pač ciničen, ne? Se pravi, predsednik vlade je včeraj zvedel za to, ne? Ona pa že 2 leti to pripravlja. Skratka, ona je pomembna, ne? Očitno se moramo z njo pogovarjati. Zelo veliko se govori o tem pravičnem plačevanju, ne? Ampak jaz res ne razumem, kje je tu zdaj ta logika pravičnega plačevanja. Razumem logiko recimo delno, da se po zimi pač plačuje več kot poleti, ne? To razumem, ampak pravičnosti ne bo nobene, tudi zdaj ne bo pravičnosti, ne? Ker zdaj edino, kar vlada pač počne, pravično bo zdaj, ker se nobenemu ne bo povečal, ne? Da pa se nobenemu ne bo povečal, ker s tem zberemo premalo denarja, bo pa vlada pač dajala za tiste, ki pa bi recimo lahko plačevali več, pa ne bojo, zato ker bo za vse pravično. Ja, zamejili so energijo, ceno energije, omrežnina pa ostane in bomo zdaj videli v teh 4 mesecih dejansko, koliko bi plačali, ne, če bi bila polna cena, to se pravi informativno. Dejansko je pa to na nek način napad na gospodarstvo, ker oni pa takrat v tistih urah od 7 do 2 in tako naprej pa ne morejo ugasniti. Mi se že pogovarjamo koliko leto, 2, 3, ne, a saj od začetka vojne v Ukrajini, ne, kako je pač evropsko gospodarstvo nekonkurenčno. Ne? In mi pa zdaj sami povečujemo to nekonkurenčnost slovenskega gospodarstva, ne? Tudi ta gospa, ne, omenjena direktorica te agencije, ne, pravi, sej ni res, ne, še 3 leta nazaj smo imeli drugo najcenejšo ceno, pa pol smo imeli 5. najcenejšo ceno, pa zdaj bomo imeli 7. najcenejšo ceno, ne, to je še zmeraj manj do evropskega povprečja. Vse to je super, gospa Petrovčič, ampak zakaj mi hočemo imeti za gospodarstvo zdaj 7. najcenejšo ceno elektrika? Ne bi bilo boljše, da bi imeli še naprej drugo najcenejšo ceno, če to pomeni, da bomo bolj konkurenčni, da bo več delovnih mest, da bojo proizvodi, ki jih ta industrija dela, cenejši in da jih bomo lažje prodajali, ne? Ker spet mi bi radi bili, ne, neka deindustrializirana država, kjer bi imeli samo čiste tehnologije, vsi bi živeli od lufta, ne, po domače povedan, pa od zelene barve, pa to ni res. Prvič ni realno, drugič pa ni res. Mi smo še vedno zelo visoko industrializirana država, ne, in če se zdaj vsa industrija praktično seli iz Evrope ali čez lužo ali pa na Kitajsko, ne, mi verjetno nočemo, da se tudi naša, ne. Če bi mi lahko zdaj znižali ceno električne energije, kot je bila do sedaj, pač to omogočili, zakaj gremo to spreminjati? Glejte, to je ta kvadratura kroga tega zelenega, ki se očitno ne bo izšla, ne? Sploh ne zdaj, ko je Trump zmagal. No, zdaj pa greva na te bolj banalne teme, to je pa blagoslov vina v šoli v Leskovcu. Ta je zdaj odpovedan, ne? Martinovanja ne bo, ne? Kulturno društvo je potegnilo kratko, a ne, po starih in novih šegah, to je zdaj out, ker sta Stojmenova Duh in Vonta ugotovili kaj? Kaj sta ugotovili zdaj? To je zdaj večplastno, bi rekel, zelo občutljivo vprašanje. Ne, pa bom najprej povedal lastno izkušnjo. Jaz sem bil leto pa pol tudi državni sekretar na ministrstvu za, takrat se je reklo, za izobraževanje, znanost in šport. In po zakonodaji, ki je bila takrat v veljavi, pa mislim, da je še zdaj, ne, smo recimo morali dajati soglasje za pač izvedbo verouka, ne, v prostorih šole v tistih krajih, kjer ni bilo drugih primernih prostorov. Ali pa da je recimo bilo župnišče pač predaleč od šole in bi bila pot za otroke nevarna in tako naprej, ne.
In to je bilo kar nekaj primerov pač na leto, takih šol, ne. Na koncu mislim, da je to že potekalo avtomatsko, sicer po pač črki predpisa bi se moralo preverjati, je to res, da ni druga primernega prostora ali pa da pač je pot daljša, se to ni počelo, ne. Zdaj tukaj imamo pa pač neko prireditev, ki je enkratna, ne, ki je pač neke družabne narave in ki vključuje tudi pač ta bi rekel, verski obred blagoslova, ne. Zdaj, načeloma, tudi tu nismo dosledni, ne. Mi imamo pač to načelo ločitve cerkve od države, ne, ki bi, če bi ga želelo v praksi pač izvesti dokončno, pač preprečevalo tudi recimo blagoslov, verski blagoslov pač novih objektov. Pa vemo, da se tega ne držimo, ne. Praktično vsaka lokalna skupnost, ki je financerka, ne, ki recimo pač odpre novo šolo, tam duhovnik pač ta objekt blagoslovi, ne. Zdaj, pri tem nesrečnem martinovanju je pa res zame osebno, zdaj čisto iz sebe govorim, sta tu dve vprašanje, ne. Zdaj, kakor jaz razumem, ta prireditev itak ni neko klasično martinovanje, ne. To mogoče pač bivša ministrica pa pač poslanka in svetnica občinska nista vedeli tega, ne, ko sta pač svoje stališče zavzeli, ne, ker tisto, kar smo mi videli na posnetkih iz prejšnjih let, ne, gre bolj za, bi rekel, nek tak klasičen bazar, kjer pač stare mame nekaj spečejo, pa se tam to vidi, pa se malo tisto vino pokuša, ne. Ni to zdaj neko, bi rekel, martinovanje tipa, ne vem, mariborskega, ne, največji štajerski praznik, kjer bo tam zelo veliko vinjenih ljudi, pa bojo pač razgrajali po šoli, ne. Zdaj, za tak tip martinovanja verjetno šolska telovadnica res ni primerna, ne. To je tak Martinov sejem. Za ta sejem pa pa tudi, če je tam blagoslov, ki itak vemo, da ni pravi blagoslov, ne, ker pač sveti Martin v resnici blagoslovi vino. Jaz mislim, da je ta reakcija pač pretirana, oziroma bi mogli na drugačen način se teh zadev lotiti, ne afront. Ampak, a veste, to je spet naša težava, ker mi, namesto da bi se poglobili v stvar, ne, se zmerom pač opredelimo out, glede na to, kdo nekaj predlaga, ne. Se pravi, če vi hočete imeti martinovanje, bom jaz proti, ne. Če jaz nisem za martinovanje, ste vi za, a veste, tu je ta slovenska težava, ne. Zdaj spet ti nesrečniki iz kulturnega društva Leskovec pri Krškem, ne, še včeraj so pač bili super kulturno društvo, jaz verjamem, fajn so se imeli, tam lokalna skupnost jih je podpirala, ne, ni velik kraj, se pravi, vprašanje, kaj še drugega imajo, zdaj se pa cela Slovenija o njih pogovarja, ne, brez veze, namesto da bi pač ljudje se imeli dobro poživali. Če gledamo to, kar ste vi se omenili svojo bivšo funkcijo, ampak vendarle, oni bi samo najeli šolske prostore, a ne, to ni niti učni proces, niti ni zdaj ali duhovnik oziroma vino, to ni vezano na šolo, to je nek dogodek in so te prostori samo najeti. To se strinjam, ampak recimo imamo lahko vzporednice z neko politično dejavnostjo, ne, ki je tudi v šolah prepovedana, pa vidimo, da se tudi tega ne držimo. Jaz se sam spomnim, recimo Univerza v Ljubljani je že odstopila prostore za neke pač politične dogodke, kar načeloma ne bi smela, ne, ker tu gre za ta videz, a veste, to je podobno kot v sodstvu, videz nepristranskosti. Ampak še enkrat pravim, če vi imate izkušnjo s to prireditvijo, če vi veste, kako to izgleda, ne, da to ni neka zdaj štajerska čaga v stilu, sej to je zdaj drugo vprašanje. Gospa Tamara Vonta je iz tega kraja. To je vinorodni kraj. Ne, pa se ta prireditev je bila že prejšnja leta. Pa prej pa ni bilo nič, ali kaj? Ona ne hodi, ne. Ne hodi, ampak pa je vedela za to. Vedela ni vedela, nihče ni pač opozoril, ne. Veste, vam bom povedal spet izkušnjo pri pač moji vdaji na Faktor, ne, kjer smo imeli primer, da je predsednica Državnega zbora sprožila pač postopek proti enemu izmed stalnih komentatorjev, ne. Kako se je ta postopek začel, ne? Ona je dobesedno rekla, jaz te vdaje ne gledam, jaz tega nisem videla, ampak so me drugi opozorili, kar je bilo izrečeno. Jaz sem skoraj 100% prepričan, da v tem primeru gre za isto stvar, ne. Nekdo je gospo Vonta opozoril, kaj se dogaja, kaj se dogaja v njenem kraju, ne, tako rekoč, in kako lahko ti to dopustiš, in potem je ona bila v narekovajih prisiljena reagirati. Veste, to je to neko zlagano dušebrižništvo, ki jaz mislim, da ga imamo v Sloveniji
zelo preveč. Ne? Se pravi, bomo mi zdaj Janši povedali, s čim lahko on sodno kazen plača, ne? Ali pa bomo mi zdaj, ne vem, Pahorju povedali, kako se lahko on obnaša, pa bomo mi zdaj povedali, kdo lahko ima martinovanje, pa kdo ga ne sme imeti. Ne? In kje. Ampak glejte, pač rezultati, kako je bila gospa Vonta izvoljena, kažejo, da je ona dobila največ glasov v tem kraju, 282, naslednji potem za njo polovico in potem pa samo še zelo, zelo malo. Torej, lahko se ji zahvalijo, ne? Mislim, izvolili so jo. Ne? Ja, zdaj mi je verjetno žal. Vprašanje, če bo še enkrat izvoljena. Ja, to smo volili, to imamo. Ne? Ampak, veste, fascinantno je, da mogoče ona kot politik, zdaj, če bi ona bila nek klasičen politik iz tujine, ne? Posebej iz ZDA, ne? Tam se vsaka stvar presoja, kaj pomeni za volivce tvojega volilnega okraja. Ne? Zdaj imamo pa slovenski paradoks, kjer se očitno nobena stvar ne presoja, kaj pomeni za volivce z tvojega volilnega okraja. Mogoče še ne. Torej, kaj bo zdaj z Božičem? Ne? Mislim, v tem kraju. A bo Božič, bojo imeli ali bo Vonta Ja, prepovedala? po moje, ja. Jaz mislim, da stvari ne bojo šle tako daleč. Mogoče tudi božični sejem v šoli, veste. Božični To je, sejem v šoli, ja. Mi za našo šolo, komor hodita moja otroka, smo že dobili obvestila, da bo. Ja, ne. Zdaj je vprašanje, če še bo, ja. Ampak ne, šalo na stran. Jaz upam, da bodo, mislim, žal mi je, da prireditve sploh ne bo, čeprav razumem, ne. Očitno res ni drugega primernega pač kraja, ne. Mogoče bi se lahko tudi občina malo hitreje odzvala, ne, na pamet govorim, pa vsaj kakšen šotor ali pa nekaj pač zagotovila nek drug objekt. No, to mi je žal za te ljudi, ker za te, ki so to pripravljali, pa za tiste, ki so hodili, ne, ampak da bi pa od tu naprej še kam šlo, pa upam, da ne. No. Dobro, zdaj pa še ena ta za zadnje zgodbo je spet lokalno okolje, pa župan Janković. Ne? Župan Janković bo pa zdaj gradil garažno hišo pod tržnico, ampak je še vedno v sporu z nadškofijo. Zdaj, on je toliko zmanjšal to volumen te garažne hiše, da je praktično takšen odmik od prostorov nadškofije, ampak kako mi zdaj gledamo na to? Kaj si tu lahko mislimo? Ja, on pač hoče dokazati svoj prav, ne? Je trmast in hoče dokazati svoj prav, ne? Podobno, kot so prej govorila o predsedniku vlade Golobu, ne? Komu ti bolj verjameš, svojim očem ali meni, ne? Zdaj, nažalost, župan Ljubljane, dolgoletni, ne, na enak način razmišlja. Ne. On si je pač nekoč zamislil, da bo tu pač garažna hiša pod tržnico in zdaj bo to spelo, pa naj stane, kar hoče. Ne. Tako kot si je recimo zamislil pač ta odvajalni kanal C0, ne, ki v bistvu od Plake pelje pač več 10 kilometrov daleč, ne, kar je poln nonsens in seveda čez vodovarstveno območje, ampak ker si je on to zamislil, bo to spelo, pa naj stane, kar hoče. A veste, ta trma, ne, da ti pač siliš svoj prav, tudi če na koncu tega nič nimaš. Jaz sem prepričan, da čisto na koncu bo to garažno hišo za 4 vozila. Ne, se pravi, sploh ne bo nobeni pametni funkciji, tudi verjetno ekonomsko ne bo rentabilna in tako naprej, ampak bo pa tam. Ne. In on bo lahko rekel, da je dosegel svoje. Ne. Ja, dobro, kaj se njemu obeta potem na nekih volitvah, mu bo to kaj škodilo, lejte, ta C0, garažna hiša, ker nekateri strokovnjaki pravijo, da je tu en pas neke podtalnice, ne samo Ljubljanice, ampak sploh podtalnica, ob katerega bi lahko s to gradnjo zadeli. Ja, saj smo videli pač, ne, iz strokovnjake iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ne, jaz verjamem, da oni pač niso se zdaj politično opredeljevali do tega projekta, ampak strokovno, ne. Tudi tisto, kar je bivši minister Vizjak o tem povedal, pač kakva je naša zakonodaja, ne, a veste, že to, da ti presojaš vplive na okolje tako, da gledaš vsak meter tega kanala posebej, pa vse to je smešno, ne. Se to isto, kot če bi CO2 izpusta avtomobila meral pač bi rekel, ta meter, ta kvadratni centimeter karoserije, nič ne prispeva CO2 izpusta, ta kvadratni meter sedeža tudi ne. Kaj se mu obeta? To je pa vprašanje, a veste, ali bo imel resnega protikandidata, ne? Ker ni dovolj, da mi rečemo, da smo, če smo Ljubljančani, pa recimo jaz nisem, ne, smo nezadovoljni z Zoranom Jankovićem kot županom, ker moramo tudi povedati, kdo bo namesto njega. Ne? In težava, bi rekel, teh večnih županov je, da se ne pojavi dovolj dober protikandidat. Ne?
v Celju, odkudar jaz pač originalno izhajam, ne, tam sem rojen in sem pač prvo polovico svojega življenja tam preživel, smo imeli tudi dolgoletnega župana, gospoda Šrota, ne, ki bi bil še naprej župan, ne, če se ne bi pač pojavil kandidat, ki ga je bil sposoben premagati. Ne. In v Ljubljani Zoran Janković pač ne bo več župan, ko se bo pojavil kandidat, ki ga bo sposoben premagati. No, dobro, zdaj še zadnje vprašanje, recimo, če vlečemo to nit Tamara Vonta, ki je bila tudi v njegovi stranki, Jankovićevi, ne, Pozitivni Sloveniji. Zdaj, ali se ta diskurs menja namesto sam, da ni Janša, mogoče zdaj dobivamo sam, da ni Cerkev. Vse na začetku je bilo tako, ne. Ja. Jaz se spomnim, sem bil 20 let član stranke Socialni demokrati, ne, do kongresa, mislim, da je bil v Slovenj Gradcu leta 95, je bil glavni sovražnik, da tako rečem ideološki, je bil pač katoliška cerkev te stranke in pač vpliv katoliške cerkve v politiki, ne. Saj ta se tudi skozi čas spreminja, ampak v tistih letih je recimo bil močnejši, kakor je danes, ne. Imeli smo čase, ko pač je škofovska konferenca izdajala neka navodila za vernike, kako naj glasujejo in tako naprej, ne. To vidimo zdaj, tega praktično ni več, ne. Po tistih aferah Zvon 1, Zvon 2 so se čisto umaknili. Zdaj je to dobro ali slabo, mogoče za kako drugo debato bi morali imeti o tem dolgo, ne. Ja. Ampak hočem to povedati, ne. Potem je pa to nadomestil Janez Janša, ne. Se pravi, od leta nekako 95 naprej pa do 2024 je pa glavni sovražnik, Državni sovražnik politični, Janez je Janša. Janez Janša, ne. Zdaj, če bo zdaj ne bo več Janez Janša, pa bo spet katoliška cerkev, ne, Bo spet mogoče nadškof. to slabo za katoliško cerkev, za slovensko politiko, ki je pa ujeta v ta primež, ne, Janša ali pa ne Janša, pa mogoče, če malo bolj hudomušno končava ta najin pogovor, Ja. ne, pa mogoče ne bo tako slabo. Dobro, gospod Aljuš Petrinač, najlepša hvala za vaše komentarje. Prosim. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bil Odmev tedna. Nasvidenje.